spoštovani minister za notranje zadeve, spoštovano vodstvo Združenja Sever, cenjene članice in člani, veteranke in veterani, sodelavke in sodelavci. Vsak narod ima neko zgodovinsko posebnost, na kateri gradi svojo nacionalno zavest. Nekateri narodi so svojo identiteto zgradili na slavni politični preteklosti, drugi na razviti vojaški tradiciji, spet tretji na svoji verski raznolikosti ali homogenosti. Slovenci pa svojo zgodovinsko izbranost utemeljujemo na kulturi. Ta je osrednji motiv naše nacionalne identitete. Kultura je tudi tista, ki najbolj oblikuje vrednote neke družbe in vizijo njene prihodnosti. V luči osamosvojitvenih dogodkov je to pomembno spoznanje. Namreč prav razhajanje v vrednotah in pogledih na prihodnost je bilo pred 30 leti tista točka preloma, na kateri je postalo jasno, da je čas za samostojno pot. Če si je ne bi izborili, bi bila naša nacionalna identiteta zagotovo ogrožena. Z njo pa dolgoročno tudi obstanek naroda. Edina prava odločitev je bila, da smo svoje videnje prihodnosti obranili. Na to smo lahko izjemno ponosni, saj smo prav na tej odločitvi zgradili pravno, socialno in demokratično državo, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic. Predvsem pa smo ustvarili tudi varno državo. Varno za vse njene prebivalce. Upam si trditi, da je to naš največji uspeh. Varno življenjsko okolje je namreč edino, ki ljudem omogoča svobodo v najbolj generičnem smislu. In le svoboden človek se lahko oprime optimizma, pogumno stopa v prihodnost, uresničuje svoj lasten razvoj in napredek družbe. Ponosno in suvereno lahko rečemo, da je k temu v velikem deležu prispevala tedanja milica. Toda narava človeškega spomina je taka, da z leti bledi. Ne 100 ali 200 let. Že nekaj let je dovolj, da od celovitih zgodb ostanejo le še ostanki spomina. Ti so pogosto tako okrnjeni, da ne zmorejo več realnega uvida v preteklost. Še največja škoda in krivica se zgodita najpomembnejšim zgodovinskim dejstvom, ki prav zaradi svoje teže postanejo ujetniki parcialnih interesov, drugačnih interpretacij in celo izkrivljanj. Ohranjanje izročila slovenske osamosvojitvene zgodbe zato ne sme biti prepuščeno naključju. Po zaslugi Združenja Sever na srečo tudi ni. Dejavna skrb njegovih članic in članov za osvetlitev ključnih aktivnosti tedanje milice in prenašanje našega skupnega družbenega spomina na nove rodove je vredna vse pohvale. A negovanje zgodovine mora biti dolžnost vseh nas, saj iz preteklih izkušenj gradimo prihodnost celotne družbe. Seveda pa je treba presoditi, katere vrednote bomo prenašali na prihodne generacije. V današnjem času, ko je cel svet na pospeševalnem pasu in se izgublja stik med ljudmi, je še posebej pomembno, da znova obudimo tiste, ki so nas združevale in vzgajale v duhu enotnosti, solidarnosti in skrbi za dobrobit ljudi. Te vrednote so pred 3 desetletji povezale slovensko policijo in njen narod v močnem in vizionarskem odzivu na grožnjo, da bodo sanje o samostojni državi poteptane. Prenesle pa so se tudi v našo poklicno poslanstvo in tam ostale vse do današnjega dne. Na to smo v policiji izjemno ponosni. Posluh za stisko sočloveka je najširša izmed številnih pozitivnih vrednot, ki jih pri življenju ohranja tudi Združenje Sever. Vaše poslanstvo je namreč že zdavnaj preraslo skrb za negovanje preteklosti in se usmerilo tudi v skrb za sedanjost ljudi. V policiji nismo spregledali naporov za urejanje pravnih in socialnih vprašanj članov združenja, med katerimi so tudi naši aktivni delavci, pa večletnih prizadevanj za varovanje pravic in položaja vojnih veteranov v družbi. Pohvalen je trud za izboljšanje veteranske zakonodaje, ki bi veteranom in svojcem padlih policistov pomagala do vsaj neke oblike socialne varnosti. Neopažene pa niso ostale niti druge aktivnosti,
kot so dobrodelne akcije, organizacija srečanj in športnih druženj. Vse to povezuje in združuje ljudi ter utrjuje solidarnost kot osnovo zaupanja v medčloveške odnose. Pogosto je slišati, da je prišlo do krize vrednot, etične praznine in da je vse preveč egoizma. Drži, da je sodobna družba na široko odprla vrata individualizmu, ki je naredil veliko škode skupnosti in posameznikom. Toda angažma Združenja Sever, njegovih članic in članov, nam je vzpodbudilo spoznanje, da je nesebična pomoč človeku še vedno dragocena vrednota, ki znova postaja del družbe in naše kolektivne zavesti. V policiji smo zato izjemno ponosni na tesno, 25-letno sodelovanje in prijateljstvo z Združenjem Sever, s preprostim hvala. Naj zato izrazimo svojo veliko hvaležnost za vsa vaša prizadevanja in vam iskreno čestitamo ob 25. obletnici obstoja in delovanja. Srečno!